Danes je 5 naših poslank in poslancev ter 8 strokovnih sodelavcev poslanske skupine dobilo karantensko odločbo do vključno 16.9. Razlog pa je, ker so bili na enem od sestankov v stiku z okuženo osebo. Vsi poslanci in poslanke so zdravi, ne kažejo nobenih znakov bolezni. Verjamemo pa tudi, da bodo lahko v ponedeljek glasovali nadaljavo pri interpelaciji ministra, ki je odstopil, pa mu gospod Janez Janša tega ne dovoli. Torej, že vprašanje lahko. Torej, to je že odobreno, ne dobro razumel, nadaljavo, bodo na glasovanju? V poslanski skupini smo danes o tem obvestili tudi predsednika Državnega zbora, ker se nam to zdi odgovorno. Smo ga pa tudi obvestili, da bomo v petek na kolegiju predsednika Državnega zbora dali zahtevo v skladu s poslovnikom, da poslanke in poslanci, ki so v karanteni, glasujejo v ponedeljek nadaljavo. Torej, rekli ste, da so poslanci zdravi, oziroma da ne kažejo znakov bolezni. Ali čakate na kakšne rezultate? Ste bili testirani, so bili poslanci? Ne, gledajte, Nacionalni inštitut za javno zdravje je poslanke in poslance, tako strokovni sodelavci, obvestil, da gre za preventivni ukrep, ker so bili v četrtek na sestanku, kjer je bila tudi oseba, ki se je izkazalo, da je okužena s covidom. Tako da ne, v tem trenutku spoštujemo in upoštevamo vsa priporočila zdravstvene stroke in ta ne priporoča nobenega testiranja za naše poslance. Lahko vprašam samo, ker glede na to, da je bilo takrat rečeno, da se glasuje nadaljavo le v primeri, ko gre za nujne zadeve, interpelacija nima roka, pomeni, da ni nujna. Menite, da so sploh izpolnjeni ti poslovniški pogoji, da bi glasovali nadaljavo? Osebno mislimo, da so, da je treba vsakemu poslancu in poslanki omogočiti glasovanje in jaz verjamem, da se bodo o tem, da se omogoči tem 5 poslankam in poslancem glasovanje nadaljavo strinjale vse poslanske skupine. Okužba je pa ni pri poslancu, očitno je torej pri strokovnem sodelavcu. Okužba je bila odkrita pri strokovni sodelavki poslanske skupine. Ni pa predsednik stranke mogoče v karanteni? Ne, predsednik stranke ni bil v stiku, niti ni bil na temu sestanku, tudi jaz nisem bil na temu sestanku. A lahko poveste, kateri poslanci so v karanteni? Se mi zdi, da boste jutri že sami ugotovili, kateri so. Ali se bo kdo od teh, ki mi je bila odrejena karantena, ali pa vi, ki nimate odrejene karantene, mogoče šli preventivno testirati? Samo v tem trenutku tega razloga ne vidim, ker se počutim dobro. Bodo pa poslanke in poslanci in strokovni sodelavci spet po priporočilih stroke preverjali svojo temperaturo, svoje zdravstveno stanje. Predvsem je za LMŠ pomembno, da se vsi obnašamo odgovorno, ne glede na to, da tej vladi zelo težko zaupamo, karkoli komunicira. So na tem sestanku, kjer je prišlo do stika z okuženo osebo, upoštevali vse varnostne ukrepe, torej maske, rokovanje? Ta sestanek je bil manjše število ljudi, bil je v zelo velikem prostoru in ja, imeli so to distanco. Večina poslancev, treba povedati, večina poslancev je bila dlje kot 1,5 metra, 2 od okužene osebe. Se okužena oseba drugače počuti v redu? Okužena oseba je bila že včeraj odsotna in bo odsotna nekaj časa, ima pa znak. Kateri dan je bila pa potrjena okužba? Potrjena okužba je bila, kolikor je znano, ponedeljek pozno zvečer. Nacionalni inštitut pa je poslance začel obveščati po 12:01 uri, ker obvešča vsakega poslanca posebej. To pomeni, da bo moral še kdo od poslancev v karanteno? Ne, mi smo z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje zelo korektno sodelovali. Oseba, ki je okužena, je navedla vse stike, za katere se je spomnila, glede na to, da saj enega stika ni bilo, je bil na tem sestanku, smo Nacionalni inštitut obvestili in ta poslanec je bil tudi karantensko odločbo. Ste rekli po 12 uri danes? Danes po 12 uri, težko vam povem točno uro, kdaj je prvi poslanec oziroma strokovni sodelavec dobil klic Nacionalnega inštituta. Vedeti morate, da Nacionalni inštitut ne obvešča poslanske skupine o tem, ampak obvešča posamezno osebo. Ta pa je potem dolžna
obvestiti vodstvo. In takoj, ko so dobili to obvestilo, so šli domov. Ja, imajo par ur, tudi Nacionalni inštitut reče, da gredo domov. Koliko je bilo udeležencev vseh skupaj tega sestanka, če morda veste? Težko vam rečem, ampak glede na karantenske odločbe 13, ampak težko vam rečem, ker mene ni bilo na tem sestanku. So bili pa ti poslanci, ki so zdaj v karanteni, danes mogoče na tej poslanski skupini, ki ste imeli vse? Ja, danes smo bili na poslanski skupini in treba povedati, da smo mi sprejeli določene ukrepe že pred časom. Smo se vrnili z dopusta, da bodo poslanske skupine zelo omejene po številu. Danes so bili samo poslanci in pa 2 strokovna sodelavca, ki sta aktivno sodelovala pri razpravi. Nismo še vedeli za karantenske odločbe, smo pa imeli varnostno distanco, ker smo bili v veliki dvorani. Vam je predsednik državnega zbora že kaj odgovoril? Ali ste ga obvestili, ste mu tudi verjetno dejali, da si želite glasovanja na daljavo v ponedeljek, vam je že kaj odgovoril na to? Ja, govorila sva po telefonu, zahvalil se je za korektnost in povedal, da verjame, da bomo v petek našli rešitev za to glasovanje. Ni pa povedal, kakšno, ne? Ne, ker sva zelo na kratko govorila. Ti vaši poslanci, ki so zdaj v karanteni, oni so bili včeraj po praktično celi Sloveniji po poslanskih pisarnah morda sprejemali kakšne volivce, če so prišli k njim. Ste razmišljali tudi o tem? Zdaj, kaj je bilo, glede na to, da je Nacionalni inštitut šele danes sprožil to akcijo, težko rečemo. Ukrepe, ki so predvideni